Leta 1954 so Charles Towns iz ZDA, Nikolaj Basov in Aleksandr Prokhorov iz Rusije neodvisno drug od drugega predstavili napravo, ki oddaja ojačano mikrovalovno sevanje in jo poimenovali MASER, kar stoji za Microwave Amplification by Simulated Emission of Radiation, za katero so leta 1964 prejeli tudi Nobelovo nagrado za fiziko. Ker pa MASER ni oddajal svetlobe v vidnem spektru, so si znanstveniki to zadali kot naslednji cilj. Že 4 leta kasneje sta Arthur Shavlov in Charles Towns, oba zaposlena kot raziskovalca v Belovih laboratorijih, postavila pogoje za vidno lasersko svetlobo, kar sta pustila le kot teorijo, in končno je leta 1960 Theodor Neumann predstavil prvi pravi laser, ki je uporabljal rubinov kristal in je oddajal kratke, bliske rdeče svetlobe. Laser je kratica, ki stoji za Light Amplification by the Simulated Emission of Radiation, kar se prevede v ojačevanje svetlobe s simulirano emisijo sevanja. Čeprav laser oddaja svetlobo, tega ne počne tako kot drugi mediji, ki smo jih vajeni. Navadna žarnica, na primer, oddaja navadno belo svetlobo in jo razprši v vse smeri. Laserska svetloba pa je zelo usmerjena, ima tesen pramen in je zelo močna in koncentrirana. Sproščena svetloba je monokromatska, kar pomeni, da vsebuje eno posebno valovno dolžino svetlobe, se pravi eno posebno barvo. Svetloba je tudi koherentna ali organizirana. Vsak foton se giblje v koraku z drugimi. To pomeni, da imajo vsi fotoni valovne fronte, ki se začnejo skladno. Laser je sestavljen iz 3 osnovnih delov. Sredice oziroma medija, ki je kristal ali cev s tekočino ali plinom, kamor dovajamo energijo in kjer se generira svetloba. Glede na medij jih tudi poimenujemo. Napajalna naprava, ki proizvaja močne bliske svetlobe ali močne radijske valove, in rezonatorja, ki ustvarja stoječe elektromagnetno valovanje in natančno usmeritev laserskega curka, ponavadi 2 vzporedni zrcali, eno nepropustno, drugo pa polprepustno. Ključ do laserja je v prisotnosti mnogih atomov v vzbujenem stanju. Možne so 3 vrste prehodov med energijskimi stanji. Energijska stanja so povezana z orbitalami v atomu, po katerih okrog jedra krožijo elektroni. Če je atom na začetku v nižjem energijskem stanju I0, gre lahko v višje energijsko stanje I1, tako da absorbira foton z energijo I1 minus I0 je enako H krat V, kjer je H Planckova konstanta, V pa frekvenca atoma. To imenujemo stimulirana absorpcija. Če pa je atom na začetku v stanju I1, gre lahko v stanje I0 tako, da odda foton z energijo H krat V, kar imenujemo spontana emisija. Einstein je že 1917 prvi pokazal tretjo možnost. Stimulirana emisija. Istočasno, ko zunanji foton zadane atom, se v atomu zgodi prehod med stanjema E1 in E0, tako da tudi atom sam odda foton. Dobili smo torej 2 fotona. Prva izumljena vrsta laserja je bil rubinski laser, ki za medij uporablja umetni kristal rubina. Rubin je aluminijev oksid s primesjo kroma. Zaradi prisotnosti kroma je rubin rožnate ali rdeče barve. Rubinovo palico obdaja ovijačnico ovita cev napolnjena s ksenonom, skozi katero izpraznimo kondenzatorsko baterijo in s tem plin segrejemo na več kot 3000 kelvinov, kar zagotovi sevanje fotonov valovnih dolžin potrebnih za vzbijanje atomov. Prehodi potekajo med različnimi nivoji kromovih ionov, ki se vgradijo v kristalno mrežo. Paličico rubina obdano s ksenonovo bliskavico. Iz osnovnega nivoja vzbujamo atome v enega od 2 energijskih pasov svetlobo in valovno dolžino približno 400 nanometrov, vijolična svetloba, ali 550 nanometrov, zelena svetloba, ki jo kristal močno absorbira. Iz širokih energijskih pasov prehajajo atomi v par metastabilnih stanj, ki preživijo okrog 3 milisekunde. Obe metastabilni stanji predstavljata zgornji nivo za laserski prehod s stimulirano emisijo, a na sobni temperaturi prevlada curek svetlobe z valovno dolžino 649,3 nanometre, ki nastane po absorpciji zelene svetlobe. Precej pogost je tudi helijsko-neonski laser. Pri tem laserju je medij mešanica helija in neona, ki je zaprta v cevki in omejena z 2 zrcaloma. Razmik med zrcaloma je, kot pri vseh laserjih, enak celemu večkratniku polovične valovne dolžine svetlobe, ki jo seva laser. Zaradi trkov z elektroni, ki jih pospešimo z električnim poljem, preidejo atomi helija in neona vzbujena stanja. Atomi helija ob trku z atomi neona predajo večino energije slednjim, ki oddajo foton z valovno dolžino 632,8 nanometra.
Ta laser namesto mnogo kratkih izbruhov svetlobe seva neprekinjen curek svetlobe, zato sodi med kontinuirane laserje. Laser je lahko tudi vzrok mnogih poškodb. Najbolj znane so seveda poškodbe oči. Visokoenergijski laserji lahko povzročijo trajne posledice že pri vstopu enega samega pulza v oko, medtem ko nizkoenergijski laserji nevarnost predstavljajo, ko je oko dalj časa izpostavljeno svetlobi. Nevarnost pri posameznem laserju je seveda odvisna od moči in trajanja pulza. Laserska svetloba lahko povzroči fotokemične in termične poškodbe. Lahko pa je nevarna tudi sama zgradba laserja. Laser je napajan z visoko napetostjo, lahko vsebuje pline pod pritiskom, toksične in vnetljive snovi. Laser se uporablja na mnogo področjih. Dobro poznamo laserski čitalec, s katerimi prebiramo črtne kode, pa laserski tiskalnik, ki se nahaja že v mnogo domovih. Laser se uporablja še za rezanje, varjenje, vrtanje, optične komunikacije, graviranje, uporabljamo laserske miške, pointerje, pospeškometre. Z njimi delamo holograme, 3D laserske čitalce, branje in pisanje podatkov na CD in DVD in še mnogo drugih dejavnosti. Znanstveniki ga uporabljajo pri spektroskopiji, ker je izjemno čist vir svetlobe, pri fotokemiji, ker lahko nekateri laserski sistemi oddajo puls izjemno kratek čas in tako začnejo in analizirajo kemijsko reakcijo, in celo mikroskopiji, ker s pomočjo laserja pridobijo nezamegljene slike zelo majhnih objektov. Laser se uporablja tudi kot merilna naprava, ker zagotavlja njegov ozek in popolnoma raven curek svetlobe. Mnogo raziskav je bilo opravljenih, da bi laser neposredno uporabljali tudi v vojaške namene, kot usmerjeno energijsko orožje, vendar se je izkazalo za neuspešno, saj potrebuje veliko preveč energije. Se pa uporablja za vodenje raket, ki zaznavajo razpršene laserske žarke, ki se odbijajo od označenega cilja. Uporablja se tudi v medicini, ker laser uporabljajo za odstranjevanje tetovaž, očesno kirurgijo, operacijo mehkih tkiv, lasersko terapijo in celo v zobozdravstvu za odstranjevanje karijesa in za beljenje zob. Laser se pojavlja tudi v zabavnih aktivnostih, kot so na primer laserski šovi in laser tag.